projektom Kuhna pa to želimo slovenske osnovnošolce spodbuditi k uporabi sezonskih sestavin iz svoje okolice in jih znati uporabiti v tradicionalnih jedeh. Danes smo pripravili pirine palačinke z skutno jabolčnim nadevom. Danes kuhamo ričoto, tradicionalno moravško jed. Pripravljamo tole ajdovo kašo z spomladanskimi rastlinami. Mi spodbujamo otroke k visoki kulturi prehranjevanja. Po drugi strani pa naša slovenska tradicija veleva, da če mi je kaj ostalo včeraj, bom uporabil jutri. Babice so vedele, da se hrane ne meče v smeti. Če na primer za kosilo ne pojemo, ali da zmrznete ali pa za večerjo poješ. Danes smo uporabili strg kruh za gorenjski šmoren. Če imamo banane, lahko naredimo bananin kruh. Če ima kaj ostalikšna omaka, pa uporabimo za kakšne makarone ali pa kaj takega. Projekt Kuhna pa to se mi zdi zelo pomembno že z vidika tega, da se ohranjajo neki tradicionalni recepti naših babic, ki se danes čisto preveč pozabijo. Tudi ta mentaliteta, da je treba kuhati s čim manjšim odpadkom. Če bojo mladi to delali, potem se moramo ta stari samo učiti od njih. Jaz med delom rad kuham, ker me sprosti. Jaz sem vedno vesela, ko vidim, da otroci pripravljajo hrano. Jaz upam, da bojo čim bolj začeli otroci kuhati tudi doma in ustvarjati. Jaz mislim, da otroci bodo taki kuharji in taki jedci, kot jih mi naučimo. Zelo je pomembno, da otroke naučimo, da se hrana stran ne meče in da znajo to porabiti v kuhinji. Ker mislim, da potem vejo, da morajo varčevati tudi kje drugje, ne samo pri hrani. Se mi pa zdi, da moramo malo paziti na naš planet, no?